socialnem večeru, s katerimi smo v Društvu katoliških pedagogov Slovenije želeli dati svoj prispevek k izredno zanimivemu, aktualnemu, perečemu vprašanju, ki ga letošnji socialni teden izpostavlja. Delam, da preživim. Naših idej o tem, kako bi zastavili ta pogovor, je bilo več. Razmišljali smo, da bi izpostavili problematiko mladih učiteljev, nezaposlenih učiteljev, slabo plačanih delovnih mest, pa se je potem pokazalo, da so za zaposlene učitelje, tiste, ki smo še vedno vključeni zelo, še bolj pereča vprašanja, kot so finančna, in to vprašanje, ki smo ga potem oblikovali, učitelj, kako delaš, da preživiš, je tisto, ki nam ne materialno, ampak v človeški plati omogoča kvalitetno, zadovoljno ali naj bi nam omogočal zadovoljno življenje enega najlepših poklicev, kar jih sploh si lahko mislimo, vsaj tisti, ki v tem poklicu živimo. Seveda nam življenje na pot postavlja vedno kakšne kamne, debele, težke, in za uvod v tale pogovor se mi je našlo, bom rekla, eno zanimivo, ena zbirka vprašanj anonimnega učitelja. Dobite to zbirko vprašanj tega učitelja takoj, ko vklikate na internet, tako da nisem zelo pametna, ampak ko sem tole prebrala, se mi je zdelo, da je povzeto nekje vse tisto, kar nas učitelje bremeni. Mi se bomo pa v našem pogovoru potem osredotočili na komunikacijo med nami, po eni strani, še bolj pa na komunikacijo, ki jo imamo z dijaki in še bolj, oziroma z učenci, in še bolj na komunikacijo, ki nam pa res lahko zelo oteži ali pa zelo polepša življenje, komunikacija s starši. No, za uvod mogoče tale kratek razmislek. Počakajte, naj preverim. Če dobro razumem, želim, naj grem v sobo z vsemi temi najstniki in napolnim vsak budni trenutek njihovih življenj z ljubeznijo do učenja. Še več, vlil naj bi jim občutek ponosa na njihovo poreklo, blažil moteče vedenje in bil pozoren na znake zlorab. Boril naj bi se proti drogam in spolno prenosljivim boleznim, preverjal, če ne nosijo s sabo pištol in nožev, in dvigoval njihovo samovrednotenje. Učil naj bi jih ljubezni do domovine, državljanskega vedenja, športnega odnosa in pravičnosti, kako skrbeti za ravnotežje na tekočem računu in kako se prijaviti za delovno mesto. Vse to pa naj bi dosegel s koščkom krede, ki naj bi ga seveda kupil sam, s tablo in peščico knjig. Za vse to bom prejemal začetniško plačo, ki me bo uvrstila med socialno ogrožene. Sem vas prav razumel? Anonimni ameriški učitelj je razmišljal tako, podpisal bi ga pa verjetno lahko marsikateri slovenski učitelj ali pa kjerkoli drugje po svetu. Iz vseh teh vprašanj torej današnje ključno vprašanje, kako delamo, da lahko preživimo v svetu vseh teh zahtev, ki jih pred nas postavljajo učenci, starši, na koncu koncev tudi ministrstvo, oblast, ker smo v končni fazi zato, ker delamo do neke mere plačani. Jaz sem za pogovor pripravila 4 ključna vprašanja in ker nas je še vseeno kar nekaj v tem krogu, mogoče na vsa vprašanja ne bi odgovorili vsi, ampak bi vas mogoče jaz, glede na to, da za večino vem, kje delate, kaj delate in s čim se ukvarjate, na vprašanja, ki so zastavljena, vas malo bolj osebno pozvala, če bi sodelovali s kakšno svojo mislijo. Zdaj, predstavljali se mogoče ne bi, lahko vam pa povem, da smo iz vseh nivojev izobraževanja, od vrtca, imamo Barbaro, ki je vzgojiteljica, do verouka, imamo Marjano, ki je katehistinja, potem imamo kar nekaj seveda upokojencev, potem imamo tudi kateheta, se upravičujem, Matevž,
Potem imamo nekaj osnovnošolskih učiteljic, Marjanco in Polono, iz podaljšanega bivanja Polona, Marjanca iz področja kemije. Potem pa tle nekaj, vas pa ne poznam, bi vas pa mogoče vsem prosila za področje dela. Razredni pouk. Razredni pouk. Srednja Potem, šola, ja, poklicna in strokovna plus poklicno-tehniško izobraževanje. Ja. Potem iz področja zdravstva, ste povedala, kjer se tudi ukvarjate z izobraževanjem, strokovnim usposabljanjem dijakov. Diplomirana sestra sem, ampak pride občasno vsak teden tudi dijakinja, tako da včasih mislim, kaj da rečem, ali da me vprašajo, ker one tudi so bolj tiho, niti v bistvu, kot da ne vejo, kaj bi vprašali, pa jaz govorim. Skratka, komunikacija na prvo planu. Pacienti vedno več vejo, vedno bolj so izobraženi, tudi to pride. No, potem nas je kar nekaj srednješolskih učiteljev, nekaj upokojenih. Zelo bi pa mogoče vsem si upala posebej pozdraviti, to se je mojo mamo mojega dijaka, ki se je zelo prijazno odzvala na moje povabilo z pedagoške fakultete. Želela sem si, da bi sodelovalo več profesorjev z pedagoške ali filozofske fakultete, ki delajo res na usposabljanju učiteljev, kako kdo uči, kdo nas usposablja za to, da dobro preživimo. Dr. Darja Skribe, tako da hvala, pa posebej pozdravljena. Potem ostali pa, kot sem rekla, z področja dela z dijaki srednješolskih učiteljev. Tudi velik in tak lep pozdrav tudi dr. Šinkovcu na Silovotu, ki je predvsem na področju vzgojnega načrta zdaj tak strokovnjak, da bi ga težko pogrešali v našem pogovoru. Tako da hvala, Silvotu, tebi za udeležbo. Takole smo rekli, velik del zadovoljstva v našem poklicu nam dajejo prav uspešni in velik del tegob nam povzročajo neuspešni odnosi oziroma komunikacija. Kakšne izkušnje imamo na tem področju in kdo in kako nas usposablja za to, da bi bili vešči dobre komunikacije. Osebno sem prepričana, da je biti dober v sporazumevanju z ljudmi stvar, ki se jo lahko naučimo, ki se jo da fino naučiti, čeprav nas v veliki meri določa tudi naša narava osebna. Pa bi mogoče kar kot prvo vprašanje prav to izpostavila. V kakšni meri se vam zdi, da je veščina dobre komunikacije naša osnovna danost, v kakšni meri smo se jo pa v teku življenja in dela z ljudmi naučili? Kaj bi izpostavili kot močnejši dejavnik in če je naučiti se močnejši dejavnik, kdo se vam zdi, da bi moral za to, da učitelj je dober v komunikaciji, predvsem skrbeti? On sam ali šola, s katero gre in ga usposobi za to, da je učitelj. Pa bi mogoče, če dovolite, kar takole začela. Silvan, profesor na srednji šoli, pa tudi verjetno dolголeten razrednik, kakšni so? Ne, nam ki učimo praktični pouk, ne dajo razredništva, ker ima samo pol razreda. Sem imel samo srečo, da sem lahko bil 3 leta sorazrednik. Kakšne so izkušnje? S razredništvom? Z razredništvom, s tem, a si dober, a si slab v komunikaciji, a je to tvoja narava, je uk? Ja. Kdo naj biti to? Ne bom predolg, z dijaki komunikacija je odlična, z dijaki. S kolegom ali kolegico, s katerim skupaj delal, je to težko. Pa starši? Starši se ne približujejo, tako da jaz sem poslušal, koliko se je dalo, ampak oni pridejo na roditeljski sestanek, poslušajo in grejo. Tako da je prišel tam pa tam kakšen starš, danes dopoldne bo nekaj poradi podobnega, kot sem jaz počel, če je kdo prišel, ponovadi so prišli, če so bili seveda ti težki
pustil mami dogovoriti, ne. In ko se je razgovorila, ne, potem je bila bolj sproščena, je prišla domov in ga ni premlatila doma, ne. Sin ali pa hčer, ne. Recimo, ne. In danes se nam radi išče neka taka komunikacija in neka profesorica iz Novega mesta. Ne vem, kjer oddaja je bila, no. No, in je isto opravila, ne. Se pravi, prej nisem bil tako neuk, če sem to počel, ne. Tako, no, ker če ne pridejo vsi na sršenje, in poskušal sem ne na tak način, no. Hvala, Silvan. Bolj bogate tovrstne izkušnje, Darja, bom pa kar izvala mogoče tebe. Bogate izkušnje z področja komunikacije z dijaki in krute, težke, mogoče s komunikacije s starši. No, jaz bi se vrnila na začetek, ko si rekla, kako smo vstopili v ta pedagoški poklic, s kakšno opremljenostjo v to smer. Torej, moja opremljenost je bila nična, profesionalno. Nihče me ni učil tega. Prišla sem iz raziskovalno-tehniške smeri, imeli smo sicer pedagoško, andragoško dokvalifikacijo, ampak tam odnosi niso bili na prvem mestu. Torej, meni osebno je pomagala ta izkušnja tudi dela z mladimi že prej, neformalne oblike, recimo v župni, v rok, s problematičnimi ali pa s takšnimi mladostniki, ki niso šli skozi reden proces v rokah. To mi je dalo velike izkušnje. Po drugi strani pa sem imela to srečo, da sem prišla na eno od gimnazij ljubljanskih za eno leto, ravno takrat, ko so imeli en tak mednarodni projekt Teacher, Teach, Teacher. To je na 3. Škoda, ne, pač botri so bili iz Belgije, ampak ideja je bila pa izvrstna. Imeli smo pogovore tako na 2 tedna, učitelji v manjših skupinah in smo si pripovedovali take izkušnje. Recimo, kakšen izpad ali kakšno lepo izkušnjo, karkoli. Z nami je bil en supervizor in smo potem reflektirali. In smo pogledali, kje smo naredili dobro, kaj je bilo dobro v odnosu, kaj je bilo slabo in to. In ta izkušnja je bila meni tako globinsko zelo pomembna, da sem jaz potem poskušala na ta način živeti tudi naprej. Da se mi niso zdeli problemi tako osebni, da sem se poskušala distancirati od kakšnih zadev in potem deliti s kolegi, da smo si povedali, da smo iskali skupne rešitve. Namreč, mislim, da je tukaj ena past, da človek preveč osebno vzame kakšno stvar, ki je recimo rezultat čist drugih dejavnikov. Vsi smo ljudje, vsi se znajdemo v določeni situaciji, nismo zmeraj vsi v dobri koži tudi, ne? In takrat, kadar meni osebno kaj pali, takrat siguren prijem na kakšno mino. Je pa težko biti 100%, to vemo vsi. Tako da, moje vodilo je bilo tudi iskrenost v odnosu do dijakov, spoštljivost in to, da postaviš meje. Se mi zdi, da je to za začetek mogoče bo še dobro. Hvala. Zdaj, če bom koga tako spustila, nasmete misliti, da ne boste na vrsti. Mogoče bi dala besedo o tem vprašanju še Marjani, ki prihaja iz Argentine in se je ukvarjala že v Argentini profesionalno z izobraževanjem za komunikacijo, ne? Če mi je mogoče par besed, Marjana, kako ste videla pomen tega izobraziti se za komunikacijo dobro? Ja, zelo pomembno je, sam škoda, da to se v teh ustanovah ne izobražuje. Jaz sem drugače komunikologinja, ne, po poklicu, po izobrazbi. In ja, dosti stvari, ki bi jih mogla čisto v osnovni šoli že. Načine komunikacije, načine govorjenja, ja, se to uporablja. In ja, tega manjka. Mislim, da manjka pri pedagoškem delu in v družinah. Je malo več te izobrazbe načina komuniciranja.
Ne, prej je ta čustvena reakcija, ne, ali pa čustvena zrelost, ne nazadnje v komunikaciji, koliko je pomembna. In tega se ne učimo. Razen tisti, ki gremo pa to smer naprej, ne, pa še tam odvisi, s kakšno podlago že pridemo. Hvala. Pa bi kar prosila dr. Skribejeva, če bi še vi malo dodali z vašega vidika. Ja, jaz se strinjam, nekaj je, velik del je v genih in v vzgoji iz družine. Se pa tudi strinjam, da se da izboljšati. Sigurno obstajajo danes tudi za velik denar razni tečaji, spreminjanja, ne vem, samopodobe, osebne prenove in tako naprej. Sigurno je komunikacija tudi eno področje, ki se ga da izboljšati. Tisto, kar bi jaz tukaj zelo rada izpostavila, je to, da ne smemo biti razočarani, da učitelji, jaz moram govoriti predvsem za razredni pouk, jaz učim na oddelku za razredni pouk, da učitelji niso tega vešči. Mi si želimo sprejemne izpite na fakulteti, pa so nam jih ukinili in ne moramo selekcionirati študente zgolj na osnovi točk na maturi. To pa seveda samo pomeni, kdo se je fino vse napiflal, pa dobil dovolj točk, da je naredil izpite ustrezno in potem lahko pride tudi za bodočega učitelja razrednega pouka. Jaz sem daleč nazaj, no, že kar 20 let nazaj, pa še več, sodelovala v enem zelo zanimivem projektu Tempus razvoja začetnega naravoslovja in sem imela priliko spoznati eno gospo, Sheila Jelly, ki je bila iz Londona, iz Velike Britanije. In ona je povedala, da imajo tam za študente ne take zahtevne izpite, kot jih imajo na Finskem, recimo, kjer je res šporni sistem izpitev in nastopanja in vsega, ampak zelo preprosto. Ona si je pripravila tak bazenček, posodico z vodo, imela je potem enega takega povodnega moža z očali plastičnega, ki se ga navije. In potem je tistemu povodnemu možu iz gobca potegnila enega majčkega povodnega moža in je to spustila na ta bazenček in potem je tisti povodni mož preplavil, povodni konj, vedno je povodni konj, in požrl tistega ta malega povodnega končka. In potem je samo pogledala študente. In če je najdla na njihovem obrazu nasmeh, je rekla, vi ste pravi za naš poklic. Če so debelo gledali, je rekla, vi niste za pedagoški poklic. Tako da mi si želimo narediti sprejemne izpite. Mogoče tudi take sobe. S povodnimi končki. Ja. Pa na povodni mož pa ne vem, zakaj je prišel moja glava. Zaradi Prešerna. Ja. Pa bi mogoče kar naprej. Darko, profesor kemije, tle zdaj neki naravoslovci spet problematizmo na gimnaziji Ledina. Tvoja moč komunikacije temelji. Kaj povem? Zdaj, podobno kot že prej rečeno, jaz tudi nisem imel pedagoške smeri študija, ampak tehnično, se pravi kemija, inženirska in potem pedagoško-andragoški izpiti. Tam sicer tudi nekaj smo slišali o komunikaciji, težko bi rekel, mi je tisto koristil, ali mi je bolj škodo, ali kar če imaš, ne vem, od 2 ur pedagogike in nekaj minut o komunikaciji, se ti lahko zgodi, da kakšne stvari narobe razumeš in moraš potem kasneje ugotavljati, kaj si narobe razumel. Pa zdaj, jaz sem se do neke mere, bi lahko rekel, zaradi drugih zanimanj tudi ukvarjal nekoliko s komunikacijo, koliko sem močen v komunikaciji, bi sicer kdo drug lažje povedal, ja, a ne. Zdi se
se mi pa, da poleg nekega usposabljanja, ki bi moralo biti malo temeljitejše skozi izobraževanje učitelja, da bi verjetno več učinka pa imelo potem neko stalno strokovno popolnjevanje ali supervizija ali kaj podobnega. Tako da jaz v našem šolskem sistemu v delu učitelja zelo pogrešam enih več takih možnosti, kjer bi imel učitelj si res možnost se bolj nečemu posvetiti. Mogoče začasno, da se mu lahko tudi, če je možnost, zmanjša delovna obveznost, pa potem, bi rekel, kar z neke vrste pogodbo o nečem, da se zaveže, kaj, kako izboljšati v svojem delu in pristopu, ker se mi zdi, da skozi sam proces dela so lahko večji učinki kot neko tisto predizobraževanje. Bi bilo pa to seveda povezano tudi s plačevanjem, nagrajevanjem in tako naprej, kjer bi rekel, da so sistemi naši precej okorni in enostavno ne vzpodbujajo kvalitete. Kvalitete dela učitelja in tudi velik del kvalitetnega dela je ravno v komunikaciji. Se pravzaprav glavno orodje, s katerim delamo, je komuniciranje. V splošnem pa ne vem, če smo ravno mojstri. Hvala, Darko. V naslednjem krogu se bomo dotaknili kodeksa vzgojnega načrta, tako da boste nekateri potem vprašani. Bi pa še mogoče na področju osnovne šole, Marjanca, tebe malo vprašala, kako se ti štartala mogoče, kako si s to svojo notranjo opremo, izobrazbo in sposobnostmi začela, poučuješ pa že celo tole svojo delovno dobo, a ne? Ja, že 32 let. Moram reči, da sem bila zelo mlada, ko sem šla v razred. Ko zdaj pomislim, ne vem, odkje je bila ta moč. Namreč dali so me prej v šolo, tako da sem bila stara 20 let pa pol, ko sem končala višjo in sem šla v razred. Skoraj tako kot včasih, ko so naredili samo učiteljišče, ko so bili zelo mladi. Spomnim se ene profesorice, ki je bila na tisti šoli in mi je rekla, veš, čakate zelo težko delo. Bila sem tudi vodja prehrane na šoli in se veste, tehnični kader, ki ponavadi vse obvlada, je rekla, ne spusti se na njihov nivo, ostani na distanci, vikaj jih in boš lahko peljala, drugače ne boš. Gospod sem lani slučajno tukaj na Zaloški nekaj srečala, sem se ji v tolikih letih zahvalila, ker to vsa leta peljem in stvari tečejo tako, kot morajo biti. To je čisto drugače kot v zbornici s kolegi. V razredu si je pa treba vzeti čas z otroki se pogovarjati, jih opazovati. Danes se mi je zgodilo, da je učenka zelo grdo preklela tam enega svojega sošolca, jaz sem šla mimo, ne vem, zakaj se je šlo, in pa sem rekla, to pa tebi sploh ne paše. Taka lepa punca in take besede ven, in reče, a jaz? Jaz sem lepa, sem rekla, ja, zelo lepa si. Resno mislim, da sem lepa, čisto resno mislim. Tako se mi zdi, da otroka nekako pridobiš, ne da ga nahrulaš ti nazaj, ampak da ga starši, komunikacija je včasih zelo težka, ne. Moraš iti pač, jaz sem imela en težek primer učenca, včasih je bilo treba dati kakšno kazen zaradi prekrškov in sem pač enostavno mami rekla, ker sem vedela, da je proti temu, da bi
vaš otrok je dobil kazen, ker je naredil to narobe. Ampak mi mu s tem ne želimo dati slabka. Mi ga ne bomo peljali po poti prešolanja, ampak samo sporočilo, da to, kar je naredil, ni prav. In potem se je dalo. Je mati to sprejela, je podpisala in zdaj je v srednji šoli, zelo uspešen, letijo prve petke na gimnaziji, nič več ne hodi po razredu, tako kot je v osnovni šoli, je rekel, da tega več ne potrebuje. In se mi zdi, da res smo srečni. In komunikacija še vedno teče, čeprav otrok ni več pa nas. Mama še vedno pokliče, napiše meni in tako da. Se mi zdi, da je potrebno si vzeti čas. In če je komunikacija med učitelji dobra, torej če nekdo od učiteljev vstopi v razred in reče neko obvestilo in se normalno pogovarja z učiteljem, ne da je tako v nekem privilegiranem položaju, otroci opazujejo, lepo sprejemajo in stvari dobro tečejo. Če bi prišlo pa do konfliktov med učitelji, potem je pa težko delati, no, to pa otroci vidijo, ne. Otroci pogosto nas ne poslušajo, ampak opazujejo, kaj delamo, ne. In s tem smo jim pač največji zgled. In se mi zdi, da ko oni to začutijo, da je med nami naravoslovci nek tim, ko sodelujemo, ko si vse povemo, ne, rečejo, vi to veste, ja, vemo, ne, gledajo te stvari drugače, ne. Samo dvoletno šolanje na pedagoški fakulteti, tega je pa zelo malo. Človek razbere, razbere drugo svojih sovrstnikov, s terapino, hodimo skupaj, se pogovarjamo in se krepimo in učimo. Hvala, Pijanca. Mogoče bi tale naš krog kar še s tem vprašanjem, ki si ga zdajle izpostavlja, kako komuniciramo z otroki pa starši, je seveda en problem. En problem je pa tudi ta medsebojni odnosi v kolektivu. Koliko smo usposobljeni za to vrstno komunikacijo, se znamo s kolegi dobro pobrati, se vam zdi, da smo učitelji taki ali pa tako individualisti, da nam bolj ždene, da pač sami rešujemo te stvari, pa bi mogoče kar kolegice tle naprej malo pozvala. Komunikacija med kolegi v kolektivu in kako to vpliva na, mogoče tudi na otroke, to sporočilo, ki ga dajemo staršem s tem našimi medsebojnimi odnosi. Bom jaz povedala. Najprej moram povedati to, da jaz sem prišla sem pravzaprav samo poslušati, se naslanjati nazaj, sprostiti in narediti vaše ideje. Zdaj ste me postavili v eno tako dosti nehvaležno vlogo, ker nisem nič prej razmišljala, ampak mi je to vprašanje velik izziv. Jaz moram reči, moji kolegi za naš kolektiv, to je srednja trgovska šola, tukaj zelo blizu zraven. To sem jaz hodila. Kjer je, zato ste mi tako znani. Kjer imamo program trgovec, poklicno izobraževanje, strokovno, program menedžerski tehnik in poklicno tehniško program ekonomski tehnik. Tri čisto različne skupine otrok. Ampak glede kolegov, eni kolegi pravijo, joj, ta kolektiv, joj, ti kolegi, to je res nemogoč kolektiv, pa ta, pa lej to, ne. Jaz pa vedno, se mi zdi, da sem skoraj bolj uspešna s kolegi, kakor kdaj v razredu, ker je pač, so nekateri razredi zelo zahtevni in tudi nimajo, dejansko nimajo od doma, niti od nikoder, nimajo pravega zgleda, prave komunikacije, pa tudi vrednot velikokrat ne. In potem s kolegi, pa, ker so bolj dovzetni, se mi zdi, pa zelo lepo lahko potrudim na ta način, da nikdar, tudi če je situacija recimo kočljiva, kritična, nekdo naredi nekaj, kar se mi zdi, da popolnoma zgrešeno, ampak jaz grem do njega postopati. Zadnjič je kolegica recimo vrgla plastičen kozarček v navadne smeti in jaz sem zraven sem rekla, poglej, tole a si se zmotila?
Ne, to sem vrgla kar tako, sej se zgodi vsakmu, ne. Pač sva šle vsaka svojo smer, ona ni bila nič jezna, medtem ko mi je druga kolegica pa rekla, kako si to dobro naredila. Jaz bi jo tako nadrla, ker je zraven 1 meter stran koš za plastične kozarčke, ne. Ampak vedno se mi zdi, da se da, tudi če je še taka situacija težavna, da se da vedno na en tak način, z empatijo, z občutkom za to, da se ne želiš sprejeti zaradi drobnih stvari ali pa tudi zaradi pomembnejših, ampak želiš kolegu pokazati, da si opazil, hkrati pa mu ne očitati, ga ne... Malo obsodiš njegovo dejanje, ne pa njega kot človeka. Isto moramo delati tudi z otroki, se mi zdi, ne. Pač, tako kot ste vi rekli, ne, napaka je bila narejena, recimo, ampak ti si še vedno super oseba, ne. To sem se pa tudi od vas gostila, pač sem učila, že davno enkrat na enem predavanju, da moramo pač soditi dejanja, ne pa ljudi, ne. Se pravi, sej ne razumete, kaj hočem reči, no. To sem hotela reči, da s kolegi se meni zdi veliko lažje delati, ker se mi zdi, da smo ena zelo podobna nivoju, tudi če se razlikujemo, ne. Zaradi tega, ker mi imamo dijake toliko težavne, da ko prideš v zbornici, si kar vdahneš. Ne v vseh primerih, ne. Veliko trgovski... Kar divja šola, ne? Ja, ampak Tvoj čas je vedno. kateri program ste bili? Jaz sem trgovska ekonomist, pa Tako naprej, vzgojiteljica. plus 2, ne? Pa se. Ja, ampak je po svoje zmeri boljše, no. Je zmeri boljše, ker delamo na tem, zelo delamo na tem, da dijake poskušamo le vendarle držati na eni pravi poti, pa tudi še ena stvar je, da se nam več ne opisujejo tako težavni, kot so se mogoče še takrat. Mi smo vedno mila v razredu, Ja. pa te pinte. Ja, se to pa mislim, da je na marsikateri šoli. Ampak mislim, da kar precej divja šola. Spomnim se svojih časov, september, oktober, ko sem na 15 let stara, sem skozi jokala, zakaj sem sploh šla na trgovsko, za noro. Res ni bilo, ampak pa bilo povedano. Vedno so se videvali samo tako po hodnikih, niso se... Ja, gospa Obradović je bila moja razredničarka, ona je bila pa močen karakter. Ampak res, ko je bila močna osebnost, če je ona toliko močna, da se ne boji, da pa se pa me ona varuje. S tem, da nima človek strahu. Ja, marsikaj se tudi učitelji sami naučimo na tej šoli, v tem programu, ne, konkretno. Tako malo bolj na široko. Lahko kar še vas malo za dopolnitev, prosim, kako pa vi na to gledate? Jaz bi povedala recimo en zelo pozitivno izkušnjo osebno. Recimo, ko se spomnim svoje zdravstvene šole, ne, in prideš tam 15 let, takoj so nas speljali, jaz sem tudi končala zdravstveno šolo, zdaj je že ne državno, pa takrat je bila ena država, kar tako so nas od 15 let, če nismo imeli, peljali v mrtvašnico, ne. Mi smo pa bili kar šokirani, a veste, to je bil program, učili smo se anatomijo, so nam rekli, tam so žagali, glavo. Mi smo bili šokirani, vam povem, ne vem, koliko knjig, da bi prebrala, jaz sem postala tako resna. To sam čutiš, da ti postajaš odrasel. In smo imeli vsak dan prakso, praksa je bila vsak dan od 6 do 10, 10:30 potem šola. In ko ti vidiš eno osebo, v roku 15 dni, koliko si na praksi, en mesec smo bili na interni, en mesec na kirurgiji, ena gospa, se spomnim, s Palmolive, so takrat komaj prišli, od tega drugo leto bo 40 let, da sem končala šolo. Ta vonj Palmolive, jaz se vedno tega spomnim, ona je umirala. Prvi dan je imela take lepe lase, močne, taka imela je odpoved ledvici, takrat niso dajali to na dialize, ni bilo tako razširjeno, veste, in ona je umirala. In umrla je. To te toliko
zaznamuje, veste, kako je življenje minljivo in ti se vsak dan zdi zelo vreden, ne. Postaneš zrelejša oseba, ampak kaj se tiče šole, vam bom povedala, mi smo takrat od 15, 16, 17 let kot gobe in vse odbijamo. In moja profesorica iz hrvaščine, v bistvu, kar nas je učila, ona je študirala komparativno književnost in angleščino nas je učila in je tudi tako na en lep način, recimo romantizem, te ure so se že v zimskem času podaljšale, ura je bila 4-5, ne, in je že tema ratovala, ne, zimski čas, in ona je prišla, prižgala svečo, mi vsi sedimo tam 34, rekla, na kaj vas to spominja. Tako lepo, romantično, ja, je rekla, danes se bomo učili o romantizmu in nam je potem to tako povedala, vse smo pijali, vse nam je govorila, spodbujala, da beremo. In moram reči, da sem tej profesorici toliko hvaležna. Ona je v bistvu usmerila moje življenje. Ona je veliko brala in ko je veliko brala, je iz vsake knjige potegnila. Mi smo pač to, kar je obvezno branje, ne dojameš to branje toliko, takrat je bilo tako, samo da prebereš, ne, malo si premišljeval ali so nam dali kakšne zelo težke, recimo Krležev bil zelo težak, Dostojevskega, to smo morali brati. In nekaj je bilo lepo, ampak mogoče je res težko, ni se razumel vse. Ona nam je take življenjske dala, je rekla, glejte, kako je lepa hiša, kako pa ja, je rekla, ena punca je rekla, veste, mi imamo tako lepo hišo, jaz bom tukaj ostala, druga je rekla, jaz ne želim nikamor, pa kam boste vi šle delati v službo, pa to. In je rekla, glejte, ne gledati tako ozko, da se navežete na kamne, potem nikoli ne boste šli v svet. Odprite vaše okno, odprite vrata, svet je vzunij, ne se vezati na te lepe kamne, na stanovanje, na... Kaj vam je to? Vi morate odpreti vrata. In vzunij je svet, ki vas čaka, pejte, zakorakajte v ta svet. In potem sem jaz mojega moža spoznala na smučanju in ko on je rekel, pa mi bi šli v Ljubljano. Nisem imela nobenega, vsi so rekli, kako si ti z morja prišla sem. Pa jaz sem, te njene besede so mi bile vedno, a veste. Poglej, kam grem, tam ni moja ljubezen, nikoli, res veliko takih stvari, ki nam je ona na takem lep način so me zaznamovale, jaz sem je res hvaležna in profesor ima tako vlogo, vedno se z ljubeznijo tako, mislim, če smo verniki, tudi kakšen očenaš, ko zmolim, naj bo dobro v življenju. Tako znala je odkrito, recimo nekaj rekla, veste kaj, jaz sem kar desna doma in sem toliko slabe volje, da kar pridem in zaloputnem vrata in poli mož rekel, kaj bo pa rekli sosedi. Je rekla, veste kaj, prišla sem en dan iz službe in sem videla, da mi je ugradil na vrata takole, veste, šive. A je rekel, toči zdaj. Sem prišla, točem, pa nič, ne. On je rekla, veste kaj, pa grem kdaj v kuhinjo, če ga ni, grem tam v sobo troško, pa tako ljub. Rekla, tako se sproščam, veste, sprostiti se morate tako. Vi najdete svoj način, ampak se morate sprostiti. Tako, no, znala je včasih malo pokazati nekaj, da je ona tudi človek, ne. To je recimo zelo lepo. No, zdaj jaz tudi svojim pacientom ne govorim, veste, jaz sem danes kuhala fižol ali pa repo, ampak ko, včasih pa veste kaj, pacienti recimo v ambulanti, joj, koliko čakamo, 3 ure, 4 ure, koliko čakamo, pa jaz več ne vem kaj bi rekla, pa tudi ko rečem, dajte, pa sem rekla, danes bomo vsi suhi, bomo malo shujšali, pa se smeji, ali pa če bo samo eno jajce na okrog, tako da malo nekaj. Za profesorja je tisto, da se včasih malo nekaj pokaže, da je tudi on človek. To tako prevzame, tako je to ena lepa gesta, da se tudi otrok tako počuti, a ne, da ni tako prevelika bariera. In jaz imam tako lepe spomine na te naše profesorice, da res veliko so mi dali v življenju.
nam, a ne, strah se dala eno tako lepo lekcijo. Hvala. Lahko ste sam ponosna, da ste to, kar ste. To je. Slišimo. No, zdaj bi pa mogoče tale del kroga zaključil. Erika, če bi si tudi prišla sam počivati. Prišla bi tako, ja. No, ker se ravno skupaj ukvarjate z revijo Vzgoja, je njeno poslanstvo prav to, da tisto, česar naša narava še ne zmore, da s pomočjo revije Vzgoja tudi pridobivamo, recimo učitelji ali pa naročniki. Kako ti samo bez par stavkov vidiš poslanstvo tega, da se učitelj ob nečem ali ob obrušenju v odnosih ali pa s pomočjo neke revije uči, nadgrajuje te svoje danosti. Ja, jaz, ko pripravljamo številko, eno za drugo, se koncilno glavno, potem je še vrliški odbor, imam vedno pred očmi, ali pa ko pride kakšen članek, ali pa nekdo napiše, ali lahko napišem članek. Vedno imam pred očmi, kaj mi hočemo dati učiteljem, katere vrednote bi radi, da jih okrepijo, da jih ponotranjijo, kaj je tisto, kar bo najbolj njih okrepilo, kaj bo njih povečalo en tak dobro odnos do sebe, njihovo samospoštovanje, ker se mi zdi potem lahko tudi učitelj da to ven iz sebe, otroku, staršem. Potem pa že te praktične izkušnje, se mi zdi, da so tudi zelo pomembne za učitelje, da tako, kot smo tako še anketo že naredili, veliko pomenijo te dobri primeri, uspešni primeri iz prakse, kaj uspe. Hkrati pa mogoče tudi čisto praktična pomoč, kako je na uro izgledati, razredno uro. Se mi zdi to tudi, ko revijo pripravljamo, vsaj meni se zdi to te stvari pomembne. Turk. Takole, se mi zdi, da smo naredili en tak lep prehod ali pa pregled teh osebnih izkušenj, pa tega, kar zmoremo, tega, kar ne bi se naučili kjerkoli. In bi mogoče v drugem krogu pa ovrednotili pomen tega organiziranega ali pa sistema, ki na šoli vlada, ki ga mnoge šole v obliki vzgojnega načrta zapišejo. Nekatere šole zdaj razmišljajo o kodeksu, tudi zdaj na sestanku društva smo se veliko pogovarjali prav o tem. Kodeks oziroma katerakoli določilo ali pa sklop določil, ki ga šola ima, lahko učitelju pomaga pri tem, da je njegovo delo uspešnejše, ne izobraževalno, ampak to komunikacijsko. Da je kot učitelj bolje slišan, da on bolj sliši učence, da starši bolj slišijo, kar želimo otrokom sporočiti. Kakšno vlogo torej pripisujete ali pa pripisujemo nekemu vzgojnemu načrtu, vzgojnemu konceptu, ki ga šola ima, zato da na šoli stvari dobro tečejo. Pa bi mogoče tle dala kar najprej besedo gospa Helena vam, ki pripravljate, če želite kaj o tem spregovoriti, par stavkov mogoče, ker vem, da se ukvarjate z uspešno šolo pod cvetočo šešno, pa kakšno misel v zvezi s tem, kako sistemsko pomagati učitelju. Ja, jaz sem imela zelo polne razrede, ko so bili to še železniške razrede, po 35, včasih tudi 37, pa smo le 2 naredili, In v glavnem so bili fantje takrat, dokler niso potem še 4. letniki prišli, kot cela srednja šola, pa še punce, potem bilo pa veliko lažje. No in takrat sem se jaz lotila teh, kaj sprostitvenih tehnik. Da sem 5 minut vsake slovenske ure, ali glaslovnica, ali književnost prinesla kasetnik, pa glasbo, pa smo o glasbi bodi si
razmišljali na kako temo. Ali je pa drugič bil kdo zadolžen po abecednem redu, da je vsak neko modrost napisal na tablo in spet 5 minut v tišini razmišljali o tisti modrosti. Ali pa pozitivne, recimo pred kontrolnimi nalogami, pozitivne misli. Jaz sem danes dobro razpoložen, zdrav, greji, matematiko imam rad. Vse, kar sem se naučil, bom lahko tudi znal, bom uporabil, imam dober spomin in podobno. Tudi začela sem tako tudi z meditacijami potem kratkimi. Danes je čudovit dan, 100% uspešen, hvala stvarniku za ta čudoviti dan. No, in moram reči, da sem bila potem zaradi tega stvarnika, pa tudi zaradi tega, ker sem iz Tolstoja vzela in naslov za šolsko nalogo o Bogu, je bil, jaz se ne spomnim točno kaj, ampak no in sem bila tudi od staršev, ki so me javili ravnatelju, da učim preveč versko in podobno. No, ker sem pa imela potem gimnazijski, ampak dobro, iz tega še ni bilo nič takega. Ravnatelju sem pač rekla, da je to v programu, da ne moremo mi izključiti našo krščansko kulturo, pa sploh evropsko, ker tako, kakor je mogoče, da ni ideološko dobro ali kakorkoli. No, je to razumel. Potem pa, ko smo pa imeli že gimnazijske programe, ko je železniška šola nekje usihala in je potem gimnazija nastajala, delno splošni, delno pa športna gimnazija, smo imeli pa v programu tudi 3 do 5 ur svetopismo. In blizu naš sosed je tale pač Plečnikova cerkev, Frančiška, svetega Frančiška tam, vrtovi so sosedje naši in njihov. In seveda sem jih jaz, tako kot sem jih v Vodnikov hram peljala, sem jih peljala pač tudi v cerkev pogledati. In za teh 5 ur sem vprašala tudi, kdo hodi k verouku, tako kot bi vprašala, kdo hodi na kakšno športno dejavnost, nič s kakšnim takim namenom, da sem mu potem dala recimo enemu staro zavezo, da je nekaj napisal in povedal kot referat, drugemu pa novo zavezo. Nasplošno pač, ker nekaj več vedo od ostalih. No in vse to je bilo preveč, da so me dali na vse inštitucije za človekove pravice, da jih kršim, za otrokove pravice. Leta 1995 je to bilo že v naši samostojni Sloveniji. Lena, če vas mogoče lahko, kako pa zdaj vi pišete priročnike, knjige, kaj želite s tem? Ja, glede na to sem potem jaz, učenci so me zagovorili takrat, ker je bil prvi leta 1995, prvi maturitetni razredi so bili, enega smo izbrali, kot je bil maturitetni razred od teh 3. No in oni zagovorili so me, da dobro in učim tako, kot je primerno in tako, da na koncu se je izteklo vse v redu, čeprav sem bila po časopisih ljubljanskih in tako. In to mi je vzpodbudilo, da sem potem predčasno šla v pokoj, kar sem tudi lahko s 30 leti takrat, in sem začela pisati te iz izkušenj, pa ne samo svojih, tudi od kolegov in kolegic in pa učencev, ki njihove naloge, glede na meditacije, ki sem jih imela, kakšne so bile naloge, res jih imam tudi notri, celo brez slovničnih napak, da sem napisala potem knjigo Sprostitev in ustvarjalnost v šoli, kakor iz mojih izkušenj. In pa tudi delno kolegic so tudi sodelovali, recimo so tudi telovadbe imele, ali pa tudi pri kemiji, eno pri knjižni vzgoji, vse. Torej, da je ta knjiga Sprostitev in ustvarjalnost v šoli išla in naslednje leto pa še ustvarjalna pedagogika za 3. tisočletje.
kjer so pa rezultati teh sprostitev, kakšni so bili in tudi, tudi ko so sodelovali učenci, celo opremili so mi iz ene razstave likovno celo knjigo, a ne s kolajno. Ta tretja knjiga se mi zdi, da je čez 20 let in to sem tudi vas prosila za malo reklame, ker nimam jaz tako penzijo in denarja, da bi jo lahko zdaj sama dala tiskati, potrebujem 200 prednaročil. To je ta učna ura pod cvetočo češnjo. Tudi to smo si vzeli, ker imamo lep vrt in so češnje cvetele in učenci so vzdihovali in pa pojmo ven. No in smo šli po češnje, smo se na torbico vseli, da je slikati ne notala, ker Anka Košmarina slikala kot matematičarka ima tudi svoj torej ne samo, da je bila slikarka, ampak tudi matematika napisala poglavje, kako se duhovno da vzgaja tudi matematiko. No, na take načine sem skušala, da bi vzljubili slovenski jezik, zato ker so ga že zasovražili zaradi tega eseja. Ker niso vsi nadarjeni bili za to, to je nekaj matematično, tehnično, pa športno, kakorkoli, da so imeli potem raj slovenski jezik. Tako da zdaj ta je pa priročnika vzgojo vrednot v šoli, vklepajo krščanskih vrednot, sem to ne smem napisati, jaz sem bila to preganjena, da učim veroukinja slovenski jezik, ampak dejansko vse ne mora, imamo mi islamske vrednote, ali kakšne imamo? Lepo vas prosim, to pa hočejo, da bi bile, ja. In mislim, da jih tudi zelo zanimajo duhovne. Ko raste otrok, sem učila tudi v osnovni šoli 3 leta, vidim, da dejansko postaja osebnost pravzaprav iz teh duhovnih vrednot, iz naše kulturne, krščanske preteklosti. Skratka, Helena, mogoče, če malo samo povzamemo, ta vaš priročnik, pa vse knjige, ki ste jih do zdaj pripravila, so nam, recimo, da ponujate, ali na razpolago preko samo en stik, pa s tem verjetno želite spodbudo učitelju, da bi bil... Ja, učitelju iz mojih in tudi iz izkušenj mojih kolegov, ki jih imam, tudi nisem sama nikoli prisotna v nobeni knjigi, čeprav v glavnem je, moj predmet, učenci tudi in mislim, da še zdaj, ko me srečajo, me imajo radi in se mi zahvalijo in me povabijo na svoja 5-letna srečanja, ko samo mene in eno kolegico, ki jih je učila angleščino, povabijo v nobenega drugega. No, to je meni tudi, da sem jih že tudi vzgajala za te naše krščanske vrednote in mislim, da je to zelo potrebno. Najlepša hvala, Helena. Pa bi zdaj mogoče še malo o tem pomenu, kakšen pomen ima vzgojni načrt ali koncept šole, zato da učitelj lažje dela in lažje preživi. Pater Silvo, lahko tebe malo, kako je z izkušnjami. To je dolgo vprašanje, ampak nekaj misli k temu z veseljem. Ko sem vas poslušal užitek, poslušajte to lepih izkušenj. In to bogatstvo samo po sebi. Sem se, ko smo začeli, takoj spomnil na pedagoško akademijo, kamor sem hodil tam v 70-ih letih in nam je profesor Brezov, takrat je bil dekan fakultete, govoril, vaši kolegi bodo šli na to šolo, pa novo šolo, fakultete, bodo postali inženirji, strojni in drugačni, vse sortni inženirji. Vi tukaj na pedagoški akademiji pa boste postali inženirji medčloveških odnosov. No in to se je meni tako fajn in mitno zdelo, zdaj sem pa na pravi šoli. Učitelj ne bi bil po svoji naravi inženir medčloveških odnosov v prvi vrsti. In če že gremo zdaj k vprašanju, pojmo, kaj je to vzgojni načrt, je pravzaprav to, da bi ljudje bili najprej ljudje, kjer se srečamo kot ljudje. In biti inženirji medčloveških odnosov pomeni odpirati pot drug do drugega, bolj ko smo odprti. Več stvari se lahko zgodi seveda tistih vsebinskih, kar ne bi šola dala, vsaka po svoje. No, to mi je bil tak, kaj z vzgojnim načrtom, kaj bi radi dosegli, ne tisoč drobnih določil, kaj se smemo, pa česa se ne smemo, ampak tisti veliki postati res mojstri v dobri komunikaciji.
dobrem sobivanju. Vzgojni načrt, ko smo se večkrat povedali, da sem bil na nekaj osnovnih šolah, smo imeli seminar o vzgojnem načrtu, kaj je vzgoja, smo se takoj vprašali že, če je vzgojni načrt nečesa, kaj pa je vzgoja, da je vzgoja v svoji prvi se, tako kot jaz razumem tudi po naši reviji, kaj vzgoja je oblikovanje osebnosti, da človek postaje tisto, kar pravzaprav ne bi postal v svojem razvoju, tem, kar že davno in seveda iz teh socialnih interakcij in seveda s svojim poslanstvom. Kako in kaj lahko šola k temu prispeva, te oblikovanju osebnosti. Ker sem bil velikokrat v prvem razredu in poslušal razne predavatelje, profesorje, takšne in drugačne, seveda, tako kot se vsi spominjamo nekaterih obrazov in so nas zaznamovali, imam tudi jaz veliko takšnih učiteljev. Če zdaj že govorimo o tem, kaj vzgoja lahko je, in če to odnos, ki ga vzpostavljamo, ker preko odnosa se oblikuje osebnost. Ko sem bil še na Irskem, poslušal filozofijo, tam študiral filozofijo, sem tam prvič srečal Jean Vanierja. Jean Vanier najbrž ste srečali tudi vi, bil v Sloveniji večkrat, v vzgoji smo tudi imeli nekaj intervju z njim, ustanovitelj Barke oziroma Vir en luč, gibanja za duševno prizadete otroke, kot smo takrat rekli. Ko sem ga prvič poslušal in ko je govoril o vseh teh različnih primerih iz svojih skupnosti, kjer je on živel, sem delal, no to pa je človek, ki ima res tisti čud za človeka. Tisti pravi čud za človeka, s takšnim velikim spoštovanjem o vsakem človeku je govoril. Zdaj, če je kaj vzgoja, je vzgoja to, ne? Kakšen odnos vzpostavimo? Odnos pa je seveda tisto temeljno čutenje, doživljanje vrednosti svojega lastnega življenja in seveda vrednosti življenja ljudi, ki so okrog mene. Če vzgoja kaj, je to vzgoja. Potem seveda se to lahko postavi nek načrt z dejavnostmi in vse to, kar lahko seveda govorimo. Jaz sem vesel, da slovenska osnovna šola se je prišla do tega, da zdaj mora imeti vzgojni načrt. Zdaj, ko sem obiskal z mojo raziskavo, obiskal 30 osnovnih šol, se pogovarjal z vodstvi, kako je sedaj po 10 letih, odkar so vzgojni načrti uvedeni, zakon bil sprejet 2007, da je velika razlika od prej, ko ni bilo vzgojnega načrta, do zdaj, tako je, da si imaš nekaj naslon, kot šola, kot sistem celoten. Seveda pa tisto, kar sem sam nekako predvideval in nekako iz moje raziskave zdaj tudi zaključil, da šole so se zelo veliko trudile v teh letih za vzgojo, z oblikovanjem vzgojnega načrta, za evalvacijo vzgojnih načrtov, z vsemi temi dejavnostmi, ki so vključevale v vzgojne načrte. Ampak tisto, kar mogoče manjka, kar se ni možnosti, kar bi omogočalo, olajšalo to delo, je pravno to, da bi šole imele dober vzgojni koncept ali dobro pedagogiko. Na nekaj, na kar seveda sam načrt se lahko nasloni, kajti načrt je lahko 1000 dejavnosti in zdaj mnoge šole so upehane zaradi še in še in še in še dejavnosti, ki jih samo dodajemo. Ampak dokler se šola ne odloči za eno smer, za en koncept, za eno, da potem vse te dejavnosti povežu neko smiselno celoto, toliko časa so, da je vedno ta skušnjava, da samo še popičemo dodatne dejavnosti ali projekte ali vse, kar temu že rečemo. Celo smo včasih k temu spodbujeni z razpisi, z projektov kot takšni kot so. Zato mogoče k temu, ko sem zaključeval svoje delo, sem razmišljal, kaj pa se lahko naučimo vseh teh stvari, na kaj se danes šola lahko opre. Mnoge so se oprle na UNESCO dokumentu, Ženevski zaklad, ker pač je neka celostna pedagogika. Mnogo vodstva šol se opira na te razne projekte, kot je Zdrava šola, Ekošola in vse drugi projekti, ki seveda niso še pedagoški koncepti, ampak že služijo včasih kot pedagoški koncepti mnogim šolam. Če bi se te dogradili, nadgradili, po mojem bi bilo to že ena dobra stvar. Zelo zanimivo se mi je zdelo, da so nekatere šole pa uporabile ime svoje šole, kot je recimo France Prešeren, ker ni samo ime šole, ki se podpisuje s tem imenom, ampak da Prešeren jim postaje navdih tudi za mnoge dejavnosti, postane neka kultura, ob kateri so da gradijo več kot je samo ime, ampak jim lahko služi prav za izhodišče, za ustvariti eno kulturo šole. Kajti
pedagoški koncept pravzaprav si ga predstavljam tako, da šola se ustvari svojo lastno kulturo življenja. In če to nastane, to se mi zdi, da tisto znotraj neke kulture živimo in to je vzgojni načrt bolj kot mnoštvo dejavnosti, ampak kultura, znotraj katere se vzpostavlja to, kar ste vi pripovedovali, je ena kultura življenja nekega človeka, seveda, če to postane del celotne šole, je to še večja moč vzgojna. Tako na hitro, da ne bom predaval vse vleži. Bi lahko mogoče profesor Skripetova še vas vprašala, ker vem, da ste se pripravljali, da ste nam prijetno pripravljali še malo svoj. Ja, pa prav kar ljubno. Ja, imam na vse stvari odgovore, na točko 3 imam pa samo počrtano in nekaj ljubna. Pa pravzaprav zato, ker ko sem jaz učila, tega ni bilo, tako da bi lahko samo par besed rekla kot starš, ko sem tudi pač spremljala sina skozi osnovno šolo in zelo formalistično, nič kaj zelo pozitivnega ne bi mogla reči, da nisem doživela to. Samo nekaj formalno smo morali nekaj narediti, nekaj podpisati, ni pa šlo to, da nas tako kot bi bilo zavrjeno, tako da nažalost bi bila kar tih. Ja, v zvezi s tem mislim, dosti. No, pa mogoče, ker Se pa spomnim, eno šolo v Žalah, imajo oni en poseben koncept, ki je zelo uspešen. Ena osnovna šola, srednja šola. Mislim, da so pa oni zelo popularizirali so vse, no, zdaj. Ja, no, tle bom pa mogoče se jaz oglasila, ker so se vsi naši 4 otroci v tej še ne Glasarjevi šoli izobraževali. In starejša 2 v neglasarjevi, mlajša 2 pa v Glasarjevi šoli. In bi jaz lahko rekla, da je bila mogoče tudi malo z osebnostjo otrok povezano, ampak za otroka, kakršna sta v naša mlajša 2 Glasarjev sistem šole in odnos učiteljev, ker ta sistem predvsem učitelja oblikuje in učitelj potem ustvarja Glasarjevo šolo, a ne? Kot starši nismo bili zelo zadovoljni s tem. Smo bili bolj z neglasarjevim sistemom zahtevnih učiteljev, ki so otroku postavili natančno določene naloge, ki jih je mogel otrok narediti v določenem času in s posledicami, če to ni bilo narejeno. Pri Glasarju je bilo pa to veliko bolj poljubno in prav za otroke, ki svoje lastne discipline niso še prepoznavali, je bil ta Glasar bolj, bom jaz rekla, slab kot dober. Pa zdaj takole, naš večer bo lepo, ob 9. ga bomo zaključili, še slabih 10 minut časa imamo in bi mogoče, ker sem vam ravno dala besedo, no pa ker ste rekla, da ostale odgovore imate, mogoče bi še tale zadnji pregled naredili. Ali je izobraževanje učiteljev uspešno, je naša šola za učitelje izobraziti v redu ali ni v redu, ker se to dotika ravno vašega profesionalnega dela, pa mogoče potem še kdo, če bi s kakšno mislijo zaključil, se vam zdi, da bi morali na področju izobraževanja učiteljev dodati prav tem formalnem državnem izobraževanju učiteljev, dodati to, kar vidimo, da nam manjka ali pa da si moramo sami pridobiti v teku svojega dela. Pa bi kar še vam dala še enkrat besedo. Hvala. Jaz bom najprej odgovorila še na eno vprašanje, ker je bilo vprašanje daleč nazaj že, mislim, da ste že načeli to, pa ste vi vprašali, pa mogoče dodam še odgovor. Ker jaz sem prehodila celo pot, jaz sem bila osnovnošolski učitelj, srednješolski učitelj, vaša soseda, sem bila na Litostroju, sem počela 8 let in potem še na fakulteti, tako da imam kar velik spekter znanja in izkušenj. Odnosi z hierarhijo padajo. Najbolj lepo sem se imela v osnovni šoli. Najlepša komunikacija z vsemi kolegi je bila v osnovni šoli. Veliko slabša v srednji šoli in najslabša na fakulteti.
Če so čuda. Človek ne bi verjel, ne? Ampak to res čuda. Zato lahko jaz razumem. Jaz pa ne. Zato, ker je potrebno biti vedno bolj, Točke, projekti. Pa takole. Ja, zdaj pa razumem. Zelo enostavno. Vzgojitelji so pa verjetno še najbolj med seboj povezani. Predvidevam to, pač nisem. Sam dodam nekaj. Jaz pa mislim, da je tukaj pa zelo veliko odvisno od nas, kaj si mi postavimo za cilj, kako bomo mi peljali odnose. To se pravi, če si mi postavimo, da se bomo poskušali s kolegi razumeti in delati dobro s kolegi, da lahko zelo veliko naredimo glede tega in da lahko zelo neutraliziramo to, kar ste rekli. Se strinjam z vami, čeprav jaz sem bila vedno enaka osebnost, okolje je bilo spremenljivka, pa sem dobila pač tako vtis. Ampak jaz imam za vas eno vprašanje. Veste, kaj me zanima? Te vaši odzivi so bili tako fascinantno lepi in prijetni. A je to naprej naštudiran ali to ostane intuitivno? Intuicija. Ja, vidite, to pa pa nimamo vsi. Ok, zdaj sem se vse izgubila. Lahko jaz nekaj rečem. Sicer nisem, na visoko sem tukaj hodila v Ljubljani, ampak naše sestre, ki so na oddelkih, jih včasih, jih vzamejo kot pedagoške sestre na srednjo šolo in pridejo z dijaki, pa s kakšno ima kakšne težave, pa vprašam, a ti je zdajle lepo? Dela, težko je dežuriti, pride na šolo. Rečem, a ti je zdajle v redu, pravi Milena, grozno je. Kako, kome si želela? Je rekla, da je zelo veliki pritisk od profesorjev, ki učijo na tej šoli, niso sestre. To pomeni pedagogi, ki učijo na tej šoli od druge predmete, jih gledajo z višine in smatrajo manj vredne. Verjamite mi, ena sestra, mi res končamo srednjo šolo, ampak je naša življenjska pot. Ne vem, koliko knjig bi jaz morala prebrati, da vam jaz povem, kaj sem vse videla. Mi imamo tako in veste, ko delaš recimo 20-30 let in mi imamo non-stop izobraževanja, hodimo, to imamo zelo dobro organizirano, ampak mi je kar žal teh kolegic, ker pridejo na šolo, da učijo mlade sestre in da je to največji problem, da pritiskajo na njih, nisem bila vesela, da to slišim. Ker seveda, da je pedagoška univerzitetna, ampak tukaj je življenjska pot, verjamite, da je. In mnogi, ki imajo mi je žal, pa vejo, se čeka zadeta. Da pustite, da domači učijo, ker njihova misla bo nekdo drugi, recimo iz drugih sredin zapomnil in je to škoda, ne bo to domači ljudje, domače sestre tukaj. Bojo sigurno več sestram dali nego, da pride kakšen tuj človek, ki je ne vem koliko izobražen, profesor, doktor, ne vem kaj, ampak ona uči sestro. Tista ljubezen, veste, kar moraš imeti. In to nam je tudi ta profesor rekla, ne. Jaz ne bi mogla delati to, kar vi delate, ne. In to je tudi res nekaj, kar imaš v sebi, tako da samo to, nič več. Pa bi mogoče še tole zaključila z izobraževanjem učiteljev, kako v šolo, kakšna naj bi bila mogoče. Tako je, no, jaz imam izkušnje daleč nazaj, ko so študenti recimo imeli 4-letno izobraževanje za razredne učitelje in so na koncu imeli, to je bila sama teorija, potem je bilo pa 14 dni prakse in potem so šli v šolo. To verjetno ste imeli eno podobno situacijo. Danes je mnogo boljš. Mi imamo prvič 5-letni program, drugič imamo prakso, od prvega letnika naprej sistematično organizirano, tako da je najprej opazovanje, potem asistenca, potem po 3 učijo, se drug od drugega učijo, delajo v skupini, potem še vsak sam.
Vsa ta pedagoška dela so povezana s pisanjem dnevnikov, portfolijev, z refleksijami, na koncu potem tudi eno vprašanje v tem smislu, kako vsak sam ocenjuje svoje kompetence za komunikacijo, za delo z otroki, kje je uspešen, kje ni uspešen, kje vidi še potrebo po. In to v povezavi pa tudi s teorijo vzgoje, z pač temi predmeti, pedagoška psihologija, razvojna psihologija, tudi kako pedagoško obvladate pedagoško-psihološko obvladate svoje ravnanja. Tako da študenti v bistvu grozno veliko morajo razmišljati, morajo pisati. Sifi so tega, ne, oni reče, spet refleksija, to jim je nekaj grozen. Hkrati sem pa zdaj govorila z eno kolegico iz Nizozemske, oni imajo 200 ur pouka, preden grejo v šolo. In vse to morajo zelo obdelovati in s teorijo in usmišljevati. Tako da mi nekaj smo naredili, ampak zagotovo še ne dovolj. Da ne govorim pa o vseh drugih profilih, ker jaz sem tako podobno kot drugi zrasla kot biologinja, raziskovalka oziroma raziskovalne smer in šele potem pridobila pedagoško in andragoško izobrazbo. Jaz sem šla različiti čist posel, sploh nisem vedela, naredite nalogo, pa nisem naredila, pa nisem več vedela, jaz čez okno skočila, imam otroke čez okno. A ste zaključila? Ja. Ne, jaz bi lahko še govorila. Zvonila vprašala, kaj se zgodi s tem sistemom prakse, kar je mlad učitelj prišel v šolo in bil kot praktikant, no, jaz ne vem, kako se je že imenovali. Pripravništvo, ampak eno leto je bilo pripravno. Eno leto tega kot manj plačanega pripravništva, kaj se je zgodilo s tem? Ne vem, to se je nekaj zdaj, v bistvu... Malo je denarja zmanjkalo. Ja, za mentorja, ne, pripravnike rabo mentorja, ne, mentor je moral biti nagrajen. Kaj je to? Izvoli, Darja. Mislim, da tukaj smo prišli pa skoraj spet do bistva, ne? Naš šolski sistem bolj strmi po tem poznanju, pa premalo na vzgojo. In pripravništvo, učenje od kolegov, učenje veščin. Dejansko, recimo, srednješolski učitelj ima dosti zahtevno populacijo. To so mladi ljudje, ki se zelo iščejo, ki stalno iščejo, kje so njihove meje. In zelo veliko imamo tudi različnih dijakov, recimo z odločbami, s posebnimi potrebami. Tukaj se znova in znova soočamo s tem, da premalo vemo na tem področju. In tako, kot ste vi rekel, gospod iz Ledine, se mi zdi, da mi res smo podhranjeni tega znanja prav iz pedagoškega področja, z področja komunikacije, vzgoje in tako naprej. Mi tega nimamo. Predvsem pa mi rabimo nekaj zelo konkretnih stvari, ne veliko teoretičnih zadev, ampak zelo konkretno, recimo. In pravim, da sem imela srečo, da sem tako začela svojo pedagoško pot, da smo si izmenjevali izkušnje. Nekdo, ki je bil že imel večjo kilometrino, daljši staž, je lahko meni kot začetnici svetoval. In to mislim, da bi se lahko, to pa ne bi bilo tako težko narediti, ene take manjše skupine, da bi se lahko, recimo z nekim strokovnjakom zraven, z bolj izkušenim pedagogom, da bi tako iskali eno pot naprej. V tem društvu katoliških pedagogov sem mišlja. Hvala, Darja. Izvoli. Če lahko k temu, koliko je človek že ima, koliko se lahko še naučimo, kaj lahko dobimo v sistemu, kot je fakulteta, kaj moraš sam narediti za to. Mogoče tukaj bi bilo fino, da še malo dodamo kakšno misel. Ker mi seveda nekaj vsak od nas, značaj, ki ga imamo, ki ga prinesemo, nekaj se pinimo, naučimo iz družine in od ljudeh, ki jih imamo in pridobimo. Jaz sem zelo hvaležen za to, da sem bil spet na Irskem in sem tam imel nekaj konkretnih veščin, kako nastopiti pred kamero 1 minuto,
2 minuti, 3 minute. Sprav, nekaj je vaja, konkretna o nastopanju, če tega navadiš, se nekako ne boš naučil. In seveda toliko drugačnih drugih vaj, ki seveda imamo na tem področju. To je seveda lahko del našega sistema, od začetka, od otroštva naprej, imamo lahko tega več ali manj, ne šole imajo zelo veliko, do fakultete, ki bi lahko seveda to področje bolj vključevala. Nekaj sem je tu razred, nekaj pa oprem človeka gre v razred. Pa ne samo didaktično, ampak tudi seveda z veščinami nastopanja. Ampak to je še zmeraj en segment. Drugi segment pa je, vedno prinesemo sebe. Zato se mi zdi, premalo bo samo komunikacijski tečaj o veščinah, kako komunicirati in ne komunicirati. Ampak zato se mi vse te naši seminarji, zato smo tudi dali na naš seznam, kako prijemati učitelja z nekaterimi veščinami, pa ne veščinami, v smislu, kaj bom naredil, ampak razumevanje mogoče samega sebe, človeka kot človeka, zato živeti s čustvi se mi zdi ključnega pomena. Saj nekaj, da bomo bolj pozorni na ta naša čustva in znali informacije, ki jih imamo, uporabljati bolj vešče. Zato se mi zdi, vse tisto, kar bomo za čustveno posmenovanje naredili, bomo naredili za izboljšanje komunikacije. To nekako zaznavam pri mnogih, vsaj iz teh izkušenj, ki jih imam sam, pa kar imamo skupaj. Drugo je seveda samospoštovanje, ta temeljni občutek lastne vrednosti. Bolj kot človek notranje samozavesten, ker pa seveda ni enako nastopaški. Drugo je nastopaško, drugo je pa tisto občutek lastne vrednosti, ki išče seveda tudi vrednost v drugem človeku in to ne bo drugega poniževal, ampak ga bo skušal vrednoti. Zato primeri, ko smo videli, da ravno tam smo začeli tisto dobro komunikacijo, tisti kaj občutek za človeka. In tam to ni veščina, to je pa nekaj, kar pridobimo tiste temeljne občutke, ki je seveda spet neka kultura. Zato se mi zdi, kako bomo ta naš prostor, misel, da bi na začetku, ko študenti pridejo na fakulteto, da ne bi samo točke, ampak še kakšne druge stvari, kriteriji za pedagoški, za učiteljski poklic, mislim, da to bi bilo ravno te veščine, te občutke notranje, ki se jih ne da vrednotiti s maturo, ampak s čim drugim, bi bilo nujno potrebno uvesti. To je ta delček, ki je tudi seveda to, kar oblikuje osebnost. Kajti osebnost kot takšna največji pedagoški moment, ki se komunikacijski. Še ena stvar bi pomenil, to je pa nekaj, kar nimamo nobenih teh, ne psiholoških, ne drugih področjih, ampak je duhovni vidik. Jaz mislim, da vsako leto se zgodi na koncu duhovnih vaj v 5 dneh tišine, ko ničesar ne govorimo drug z drugim, na koncu doživimo tako veliko povezanost. Pa nismo ničesar, nič govorili drug z drugim. Tisti, ki ste bili, ta občutek poznate dobro. Ne? Kar pomeni, je še drug nivo komunikacije, ki je tam na duhovnem nivoju, kar niso samo besede, niso tehnike, niso te oni stavki, ampak je neko sobivanje, ki je na drugi frekvenciji. To je pa duhovno stanje nas vseh. In če se tam seveda kaj več zgodi, bomo boljši komunikatorji, pa mogoče bomo jecljali, ampak bomo povedali točno tisto, kar je potrebno. In tisti, ki posluša, bo natančno razumel, kaj bi morali povedali in bo to dobro sprejel. To so potem seveda že drugačne frekvence. Mogoče še to, ko govorimo o tem, kaj že imamo, kaj bi lahko še dodali. In mogoče za zaključek, izredno let, še vprašala, če bi kdo dodal še kakšen odmev. Prav na ta zadnji poudarek, za katerega vsi zelo verjamemo, da je na mestu, ker smo ga že verjetno vsi izkusili in vemo, da je to, ne. Oprostite, jaz sem sam tole bi dodala v začetku. Mlad človek, ko ste že govorili o duhovnem odraščanju, se v teku odraščanja začne spraševati o smislu svojega bivanja. Postavlja si vprašanja, kot so, odkot prihajam, kdo sem, kam odidem po smrti, ali obstaja življenje po življenju. In to sem imela v vsakem razredu uro samo temu namenjeno in oni so iz svojih izkušenj povedali, tudi dva, ki sta bila, recimo, doživela nekakšno smrtno izkušnjo. Hvala. Marta, še mogoče tvoja? Jaz bi pa samo eno misel prebrala glasbenega Antona Martina Slomška.
Učiteljski stan je težaven stan. Kdor ga prav spozna, njegovo ceno visoko spoštuje. Učitelj v tihem neznanem kraju skrbi za boljše ljudi in boljše čase. Naj si ga svet ne spozna in slabo plačuje, v knjigi večnega življenja se sveti njegovo ime. Magda, najlepša hvala. To je bila misel, ki je bila namenjena prav zaključku nocojšnjega večera, ki nam je, se mi zdi, dal nekaj medsebojne obogatitve, pa pustil verjetno zelo veliko vprašanj, saj pod naslovom ali pa pod stvarmi, ki so bile še tle z vprašanji, se mi zdi, da bi se lahko vsak mesec takole srečali in se malo bogatili, malo učili, malo odgovarjali na ta vprašanja. Za tale večer bom pa rekla vsem skupaj najlepša hvala za vsa pričevanja, za vse, kar ste soprispevali, ker se mi zdi, da je vrednost takega večera zagotovo enaka ali pa večja, kot če imamo 3 predavatelje, ki jih poslušamo. Drugemu smo lahko veliki učitelji, tako kot smo naši mladi. Zelo vas bom pa povabila na en večer, ki mi je strašno ljub, da bi se pogovorili prav o tem, kako so starši, kako smo močni, bogati, kaj lahko kot učitelji naredimo za lepo komunikacijo s starši. Mogoče bo to šele naslednje leto socialni večer, mogoče bo že kaj prej, kadarkoli bo, zelo povabljeni, za nocoj pa najlepša hvala vsem za to, da ste si čas vzeli, za to, da ste dali svoj prispevek.